Dobro jutro, dober dan, jaz sem že v polnem elanu z mojo kavico. Tako da dobro jutro še enkrat vsem skupaj, moje ime je Mojca in danes smo v bistvu v drugi nepremičninski kavici. Najprej bi se vsem skupaj rada zahvalila in sicer za vse odzive na prejšnjo nepremičninsko kavico. Jaz sem zelo vesela in zelo hvaležna, da sem lahko seveda vam podala svoje mnenje, znanje, da vam lahko predajam svoje znanje. Teda hvala vam. Danes pa se bomo dotaknili ene posebne teme oziroma vprašanja, ki ga bom rekla, da kar vedno dobivam sproti, torej stroškov pri prodaji same nepremičnine. Zdaj vidim, da se že nabiramo. Pozdravljena Helena. Tako da, dajte mi vsi tisti, ki ste zdaj z mano v živo, pozdravljena Andreja, napisati spodaj v komentar v živo. Tisti, ki pa boste gledali to kavico v posnetku, pa bom zelo vesela, če boste spodaj napisali posnetek, pa napišite mi, kaj zdaj pijete, kavico, čaj, upam, da ne pivo, ker je ura 9, tako da dajte mi spodaj napisati. Andreja, zdravo. Torej, kaj zdaj počenjate, ali se vozite v službo, ste v službi, pa zelo vesela in zelo hvaležna bom, če boste mi spodaj napisali, seveda z katerega kraja ste, da vidim malo tudi, odkot vse skupaj prihajate. Pozdravljen Gorazd, kava, super, tudi jaz kava, evo, res sem že v polnem šusu, super Mojca. Tako da, še enkrat, kot sem že prej omenila, pozdravljen Boban. Danes se bomo dotaknili stroškov pri prodaji same nepremičnine, zadnjič smo pa imeli aktualno dogajanje na nepremičninskem trgu. Tukaj bi mogoče še samo rada omenila pri aktualnem dogajanju na nepremičninskem trgu, torej še vedno je pestro, zdaj v enem tednu se ni nič spremenilo. Moram pa reči, da cene v enem tednu so spet poskočile, ne moreš verjeti. Jaz v bistvu res samo se čudim, kaj se dogaja. Mislim, da mi je včeraj ena stranka rekla, da se eno stanovanje, ki je seveda še v prvotnem stanju v centru mesta, govorimo zdaj v Mariboru smo, prodaja za 4000 evrov po kvadratnem metru. Teda jaz mislim, da naše medeno stanovanje, ki ga imamo z pomeri izdelanim pohištvom in vsem in seveda z eno razkošno bano v dnevni sobi za 5000 evrov je potem poceni. Kaj mislite? Dajte mi napisati, res me zanima vaš komentar. Torej 4000 evrov po kvadratnem metru za stanovanje v prvotnem stanju. Noro je, vem, ja. No, pa se zdaj dotaknimo stroškov. Torej, v primeru, da se odločite, da boste svojo nepremičnino prodali. Kakšne stroške imate? Najprej, seveda, strošek energetske izkaznice. Torej, preden se odločimo za prodajo oziroma preden začnemo samo nepremičnino oglaševati, potrebujemo energetsko izkaznico. Zdaj, strošek energetske izkaznice je pri stanovanju tam nekje do 100 evrov. Pri hiši pa tam cirka 200, ja se strinjam, 3000 je preveč, ampak trenutno stanje je takšno, kot je, tako da se v bistvu lahko samo čudimo. Torej, zdaj se bom poskušala ne odgovarjati na vaše komentarje. Torej, strošek energetske izkaznice je prvi strošek, da lahko začnemo nepremičnino oglaševati. Torej, da vidimo, kakšna je energetska učinkovitost same nepremičnine. Naslednji strošek, seveda, ko samo nepremičnino prodamo, je davek na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin v Sloveniji znaša 2% in sicer od same prodajne vrednosti nepremičnine. Zdaj recimo, da je vrednost nepremičnine 100 000 evrov, je seveda potem davek na promet nepremičnin 2000 evrov. Potem pa imamo kapitalski dobiček. Kaj je sploh kapitalski dobiček? Kapitalski dobiček je v bistvu en delež,
ki ga nekako zahteva naša država od našega dobička. Torej, v primeru, da ste vi kupili stanovanje oziroma nepremičnino za 100.000 evrov, prodali ste jo pa za 150.000, boste seveda na 50.000 evrov, torej na to razliko, plačali kapitalski dobiček in to v vrednosti 27,5%. To je kar lep znesek oziroma lep delež, ki ga je potrebno dati državi. Zdaj, v katerih primerih tega kapitalskega dobička ne plačamo? Torej, če ste lastnik nepremičnine in ste na nepremičnini tudi prijavljeni zadnja 3 leta, v tem primeru ste seveda oproščeni kapitalskega dobička. Zdaj pa kapitalski dobiček se seveda tudi vsakih 5 let zmanjšuje in to za 5%, oziroma po prvih 5 letih je za 7,5%, potem pa pada po 5%. Kapitalskega dobička ste pa oproščeni tudi potem po 20 letih, ko ste lastnik, zdaj v primeru, če seveda niste bili tam prijavljeni. Moram malo spiti. Teda to je to, kar se tiče samega kapitalskega dobička. Kapitalski dobiček seveda lahko tudi zmanjšujete v primeru dedovanja, če seveda gre tukaj za prvi dedni red, potem se seveda da kakšno cenitev narediti, lahko pa ga tudi zmanjšujete z samimi računi za investicije v samo nepremičnino. Torej, priložite te stroške in račune. Tako da to je to, kar se tiče, torej imamo davek na promet nepremičnin in imamo kapitalski dobiček, ter na koncu seveda še strošek overitve. Strošek overitve, bom rekla, je tam od 50 do 100 evrov nekje v povprečju, teda ta strošek potem tudi nosi sam prodajalec. To je to, kar se tiče stroškov, čisto na kratko. Zdaj, če imate kakšna konkretna vprašanja, pa vas jaz seveda izzivam, da mi pišete, pa bomo skupaj vse to tudi rešili, oziroma bomo pogledali, kako in kaj. Pozdravljena Marina, pozdravljen Damjan, tako da to je to. Zdaj, če še ima kdo kakšno vprašanje, da vidim malo komentarje. Andrej, lep pozdrav iz Lenarta. Najina izkušnja, trenutno nakupujeva stanovanje. Najin blok 86 tisoč, četrti blok 92 tisoč, peti blok 97 tisoč, isto stanovanje. Ja, zdaj, kar se tiče samih cen, bom rekla, da je trenutno na trgu kar pestro, tako da se dogaja na polno. Kako dolgo še bo to šlo naprej, jaz ne vem. Tukaj je težko biti zdaj napovedovalec, ne? Ker vse je odvisno seveda od gospodarstva, kar se bo dogajalo, če bomo mogoče spet zaprti ali kakorkoli. Zdaj surovine bi naj počasi začele padati, ampak kot vidimo, kaj se dogaja, zdaj se pa elektrika draži, bencin in te zadeve, tako da bomo videli, kam nas bo vse skupaj peljalo. Zdaj, za tiste, ki ste še tukaj, vas jaz še mogoče malo bom nagradila, tako da dajte spodaj komentirati še kaj, mogoče kakšno svojo izkušnjo, pa bomo enega izžrebali za našo galejno maskico, tako da to bomo pa žrebala potem naslednjo sredo pri naslednji nepremičninski kavi. Teda, to je to za danes, me veseli, da ste me spremljali. Vesela bom, če boste ta video torej delili tudi naprej. Sem prepričana, da trenutno kdo ravno kar prodaja stanovanje, pa da boste mu seveda pomagali, da ima vse stroške na enem mestu. To je to. Imejte super lep dan, imejte se radi in čau, čau!